Kar jaz od otrok zahtevam, tudi sam držim. To se pravi, jaz sem vzgled svojim otrokom. In tu mi moramo kot starši vedeti, kaj je kultura uporabe nove tehnologije. Fokus ni v tem, koliko časa bo moj otrok na telefonu. Fokus ni v telefonu, tablici, PlayStationu. Fokus je, koliko časa moj otrok uporablja prste na rokah in nogah. Če je moj otrok fizično aktiven, če moj otrok dela s prsti, potem mu jaz ne bom kompliciral uro, dve, ko je on na monitorčku in ekrančku. Živjo in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Uživajmo pametno. Danes se mi je pridružil Miha Kramni, terapevt in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici, ki se ukvarja s kemičnimi in nekemičnimi zasvojenostmi. Midva se bova v najinem pogovoru posvetila prav slednjim in vam ponudila možnost, da ozavestite svoj odnos do tehnologije, prepoznate potencialne pasti in se jim seveda izognete. Kot ponavadi bova debatirala o odnosu nas samih s sabo, potem pa tudi o družinskih odnosih, tako da boste v najinem pogovoru gotovo vsi našli kaj zanimivega in dragocenega. Živjo, lepo pozdravljeni. Pozdravljen. Nik bi mogoče samo nekaj popravil. Aha. Pa vas moramo vprašati, a ste vi odvisen od žene ali ste zasvojen ženo? Ker odvisnost je nekaj dobrega. Ne? Če ste vi od žene odvisen, je to nekaj dobrega. Ne? Če ste z njo zasvojen, je pa hudir. Ne? Ja, se pravi, govorimo o zasvojenosti in ne o odvisnosti. Tako, odvisnost od nove tehnologije je nekaj dobrega. Ker bomo vedno bolj odvisni in odvisnost od nove tehnologije se stopnjuje. In vlakovodja, ki pelje vlak iz Ljubljane v Berlin, on mora poznati računalniški sistem evropskih železnic. Če ne, vlaka ne bo pripeljal do Berlina, ne? In kirurg, če hoče danes operirati, tam, kjer z roko ne more poznati robotiko. To se pravi, vedno več ljudi in vedno več poklicev je, ki so z novo tehnologijo povezani in vedno več nas je odvisnih od nove tehnologije. Tako da nova tehnologija je nekaj čudovitega in nekaj dobrega. Samo od nje moramo biti odvisni. Ne? Priznam, da na to nisem še nikoli pomislil z te perspektive in je v bistvu ta besedna razmejitev zelo koristna, prav ja, za razmislek pa vstop v to področje. Kako pa bi potem lahko definirala nekemične zasvojenosti? Tako ja, zasvojenosti, tako, neodvisnosti. Dobro? Tako. Zdaj, kaj vse sodi pod nekemične zasvojenosti? Hitra vožnja, na primer. Mi imamo ljudi, ki jih imamo v obravnavi, ki dejansko lahko preko TikToka dobijo izziv, da vozijo od Nove Gorice do Bovca, kolikor se le da hitro, in tisti, ki zmaga, je Jack, je frajer. Potem... Pa mislite, da je tako samo na TikToku ali je to že od nekdaj nek tip zasvojenosti, naprimer s hitro vožnjo? Ni samo na TikToku. Tukaj sem to omenil pač zaradi debate, ki jo imava. Drugače pa, ja, ste zelo dobro upozorili na to, to je samostojna zasvojenost, ker ti ljudje, če pogledamo ozadje, ne, zakaj nekdo mora drveti, tudi če hodi po robu med življenjem in smrtjo, ima ozadje. Ta dojemljivost za zasvojenost, to so za vsakega posameznika nove zgodbe. Se mogoče o tem še kaj v nadaljevanju povedala. Jo, jaz se bojim, da sem dojemljiv za zasvojenost. Samo, da ste začeli govoriti, se že preizprašujem, pa iščem vse vzvode. To je sicer pogosto, ko se pogovarjamo s strokovnjaki, ker imate zelo široko znanje. Ne? Ampak veste, ta dojemljivost za zasvojenost, o njej se veliko ne govori. Ne? Ena od temeljnih dojemljivosti, da človek noter pade, je, naprimer, da nekdo vse stvari preveč resno jemlje. Naprimer, mladostnik, ki šolo študi in je ves v krču napetosti in potem mu lahko neka igrica nudi, da iz tega krča napetosti vsaj za 1 uro se omakne. In seveda, kdor vse tako silovito, krčevito doživlja, je stalno napet kot struna in mu vsaka stvar, ki ga lahko sprosti, pride prav. Zato je treba malo življenje tudi tako bolj sproščeno pogledati. Ravno kar ste opisali moje življenje na akademiji. Torej, ne morem reči, ampak
v enem obdobju, ko je bil zame študij res zelo naporen in seveda sem ga imel zelo resno, je bilo igranje ene moje umiljene igre en način sprostitve. A ne? Lahko pa torej ta način sprostitve pelje še naprej do razvijanja zasvojenosti. Seveda, ko človek potem okusi, da ga to sprosti, želi to ponavljati. In seveda, ko to ponavlja, se to lahko stopnjuje. Ker zdaj bi jaz mogoče, da ne bova preveč zašla, opozoril na eno stvar, ki se mi zdi izredno pomembna. V uvodu sva ločila med odvisnostjo in zasvojenostjo. Poglejte, narava je človeku zelo prizanesljiva. Kadar mi nekaj pametnega v življenju počnemo, tudi ko nekaj pametnega počnemo na telefončku, tablici, na računalniku, je narava na naši strani, kajti ko vi, naši otroci, delajo s pomočjo nove tehnologije, se možgani organizirajo tako, da en osnovnošolc ali pa srednješolc, ki piše obnovo, piše seminarsko nalogo, bo že po 1 uri začutil utrujenost, naveličanost in želi se distancirati od ekrana. Delo s pomočjo nove tehnologije ne zasvoji. Delo s pomočjo nove tehnologije pušča edino te posledice, če ima človek stalno prisilno držo, da ima neke fizične ukvare potem. Zdaj pa pozor, kadar grem pa jaz ali pa otroci ali pa kdorkoli od nas na telefonček, na PlayStation, na računalnik za sprostitev, za zabavo, takrat je pa čisto druga zgodba. Nas možgani ne pripeljejo do utrujenosti, do naveličanosti, ampak bodi vedno dlje, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. Tako sem imel enega možakarja mojih let, to je res krajen primer, ki ga vedno znova povem. Pride en dan in reče: Kramli, pomagaj, 25 milijonov evrov sem izgubil. Pa sem ga vprašal, kako se vam je pa to začelo, in rekel: ja, na vrtu sem lahko preko telefončka s 3 igralnicami hkrati igral, potem kriptovalute, športne stave, in ta bodi vedno dalj časa, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj, ga je pripeljalo do tega, da je izgubil nadzor nad časom, koliko časa preživi na igrah, teh virtualnih vsebinah, nad denarjem, nad svojim osebnim in družinskim življenjem. In njegova podjetja v tujini in v Sloveniji so bankrotirala, so propadla. A je torej izguba nadzora nad naprimer časom ali pa sredstvi že tak prvi resen indikator, da smo na poti proti zasvojenosti oziroma smo takrat že zasvojeni? Zdaj je tako, kdaj smo zasvojeni. Naprimer, če grem jaz po svojega otroka in mu rečem, da je kosilo, on pa igra igrce in reče, da pride za 2 minuti in bo pojedel, in on res pride za 2 minute, poje, pomije posodo, se pogovarja in gre potem ven. To je vzorec in to je čisto v redu. Če grem jaz po svojega otroka in mu rečem, da je kosilo, igra igrce, pravi, da takoj pride, in ko grem tretjič, mu moram reči: zdaj ti bom pa vzel PlayStation ali pa telefonček, se razburi, preklinja, vzame krožnik in gre s krožnikom v svoj kotiček in igra naprej igrce in je. To je navada, to je še rešljivo doma. Ko mama pelje svojega srednješolca v šolo, prvo, kar naredi, ko gre v avto, vzame telefonček in začne z igrcami. Ko mu ona tretjič reče, da želi z njim govoriti, ker bo cel dan sam doma, on tako ponori, da brca v vetrobransko steklo, da se poškoduje in potem nabuta še mamo. To je pa prisilno vedenje. Zakaj je to prisilno vedenje? Zaradi tega, ker on ne more obvladati svojega vedenja, svojih čustev, ko mu mama želi vzeti nekaj, kar njemu ogromno nekaj pomeni in je to navezan. Tukaj je en zelo pomemben podatek, ki nas kar pretrese. Ta podatek je, da od 100 zasvojenih z drogo so 3 nasilni, od 100 zasvojenih z novo tehnologijo je 36 nasilnežev. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko nekomu, ki je dejansko že tako padel v svet, virtualni svet, če mu to odzameš, ne more obvladati svojega vedenja. Mi imamo primere osnovnošolcev, fanta, tak
osnovnošolc druge triade, ko mu postavijo strukturo uporabe nove tehnologije, je zvečer sredi noči šel v garažo, vzel kantico za bencin in polil bencin od spalnice staršev do vhodnih vrat in začel kričati, če mi ne vrnete nazaj v obsegu, kot sem imel novo tehnologijo, bom zažgal hišo. Ampak a so to že primeri, naprimer, skrajnih vedenj? To je skrajno. Pa lahko taka vedenja ali pa takšno zasvojenost preprečimo že prej, ne? Oziroma opazimo, da gre nekaj narobe, da morda preveč časa ali pa preveč intenzivno živimo, ne vem, na spletu ali pa v igrah. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Da se stvari preprečiti. Predno odgovorim, bi mogoče samo še 4. stopnjo, ker zdaj sva vzorec, sva navado, to dvoje je doma rešljivo, prisilno vedenje ni več doma rešljivo, ker je že toliko nasilja, da družina tega ne zmore. Zadnja stopnja pa je, ko grem jaz po svojega otroka, igra igrice in mu rečem, da je kosilo, mi niti sliši več ne, ker je tako not padel. In ko ga jaz stresem, da mi bo slišal, da dobim njegovo pozornost, bo tako jezen, da skoči vame, se stepeva, tu pa pride policija, CSD, tu pridejo institucije, na koncu tudi sodišče, to je pa zasvojenost. Te 4 stopnje dobro poznati, zaradi tega, kot ste zelo dobro rekel, to lahko preprečimo. Če mi to vemo in vidimo, da smo v navadi, moramo poiskati pomoč in preprečimo, da gremo potem v prisilno vedenje. A lahko torej samo še pojasniva, ker razumem navado in vzorec. Za vzorec ste dali primer vedenja, ki je še vedno v skladu z nekimi pričakovanji, se v bistvu funkcionira, vrne. Kaj je potem težava vzorca ali pa težava navade? Težava navade je v tem, da počasi nekdo, zdaj bom spet mogoče malo drugače odgovoril, kot pričakujete. Navada je zelo podobna tej zadevi. Filip igra igrice in pride oče in mu reče, Filip, naredi to in to. In Filip avtomatično reče, bom naredil. Čez 5 ur pride oče in mu reče, Filip, zakaj nisi ti to naredil? In Filip reče, ker mi nisi nič rekel. Vidite, ta Filip je že v navadi uporabe nove tehnologije tako močno, da on avtomatično odgovarja na dražljaje od zunaj, jih pa ne registrira. In to je težava navade. Da dejansko on avtomatično na zahteve odreagira, nima pa več teh kapacitet, da bi lahko realiziral zahteve, naprimer v tem primeru očeta. V tem primeru govorimo o navadi kot v odzivu, če prav razumem. Se pravi, tako. Navada, odziv iz navade na nek način je tako, to pravilno? Tako. Kaj pa je pred tem torej še vzorec? Vzorec je pa normalno delovanje. Vzorec je pa tisto, kar si želimo za svojega otroka. To je pa dejansko on normalno funkcionira. Ko sem rekel, da je kosilo, je to slišal, še vedno je v stiku z lakoto, v stiku z družino, da med kosilom govori in potem po kosilu gre ven in se druži s prijatelji. On normalno ob novi tehnologiji funkcionira. Kaj pa lahko torej, če sva zdaj v družinskem kontekstu, naredimo, če kot starši opazimo, sumim, da moj otrok naprimer že drsi v področje navade, da se odziva tako iz navade, pa da potem ne uresniči tega, kar je rekel, da vidimo, da izgublja mal stik s sabo ali pa moč vedenja. Kaj lahko naredim? Poglejte, ena od zelo pomembnih stvari, ki se jo moramo starši zavedati in tudi družina je, da moramo oblikovati družinsko kulturo uporabe nove tehnologije. Kaj to pomeni? Treba je oblikovati prostorsko in časovno kulturo uporabe nove tehnologije. Nova tehnologija v družini, ki imajo otroke stare do 12. leta, mora biti nameščena tako, shranjena tako, da ni v dosegu oči otroka. Da otrok nima to dejansko v očeh, kajti to je velika skušnjava.
Potem, veste, jaz lahko rečem, da je zdaj že moj prijatelj, rečemo, da mu ime gospod Tomaž. On je bil eden in je eden večjih vinarjev v Vipavski družini, v Vipavski dolini in on je 30 let pil. Zdaj pa 9 let ne pije. Možakar strče 60 let. Zdaj se pa vi zamislite, Nik, da jaz njemu in dan rečem, veš kaj, gospod Tomaž, 9 let ne piješ, če 60 let imaš, od zdaj naprej boš spal v vinski kleti, žena ti v noč zaklenila in Bog nadej, da sod vina odpreš. Jaz njemu tega ne smem reči, zakaj? Zaradi tega, ker je skušnjava prevelika. Mi pa svojim otrokom ne damo v sobo sod vina, ampak telefonček, tablica, računalnik, PlayStation, televizija. To so skušnjave, ki jih niti odrasli pogostokrat ne zmoremo premagati. To se pravi, otrok, mladostnik v svoji sobi ne more imeti nove tehnologije. Če vi pridete k meni na obisk v Vipavo, boste videli, da je v hiši en računalnik na hodniku. Da so telefoni na dogovorjenem mestu. Kar jaz od otrok zahtevam, tudi sam držim. To se pravi, jaz sem vzgled svojim otrokom. In tu mi moramo kot starši dejansko vedeti, kaj je kultura uporabe nove tehnologije. To je zelo dragoceno, pa mislim, da tudi za vse, ki nimamo otrok, za vsako gospodinjstvo, morda celo za cimre. Namreč tudi mi dva ženo sva ugotovila, na neki točki je dobro, če se zmenva, kje so telefoni. Naprimer, da jih v spalnici ni. To je bilo eno pravilo, ki sva ga vzpostavila in je zelo dobro vplivalo na najino zvezo, na najino gospodinjstvo. Sem prepričan, da tudi če živimo s prijatelji, lahko postavimo enake omejitve glede časa in prostora uporabe. To se mi zdi, da je zelo koristen napotek. Bi vas pa tule sam še z enim podvprašanjem izprašal malo dlje. Pogosto sem v stiku tudi z novimi starši, ki imajo naprimer leto, 2 stare otroke. Vemo, da je smernica NIJZ-ja, da naj bi do 2 let otroci sploh ne bili izpostavljeni zaslonom. In ti moji starši, zdaj novi starši prijatelji, to interpretirajo zelo dobesedno. Se pravi, otrok prav niti ne sme videti zaslona ali pa se v njegovi bližini sploh ne gleda na zaslone. Je to smiselno početje? Nik, zdaj pa midva eno stvar zelo podrobno razložila, da jo novopečeni starši ali pa bodoči starši razumeli, zakaj gre. Poglejte, ko se otrok rodi, ima 100 milijard celic. 100 milijard celic v svoji biti imajo zapisano, da se otrok mora plaziti, da mora griz, da mora premetavati kocke, da mora shoditi. To se pravi, v 100 milijard celic je v osnovi, v njihovi biti zapisano, da napišejo novo življenjsko zgodbo, da raziskujejo obzorje. In zdaj smo mi dali v zibelko monitorčke. Ti monitorčki pa predvajajo slikanice. Te slikanice pa vsebujejo metuljčke, veveričke, zajčke, srnčke. Vse to je nekaj čudovitega. Problem pa nastane, ko je v slikanici zajček, metuljček, v to slikanico ukomponiran na način, da ta, rečemo, 1-letni, 2-letni otrok še preden shodi, gleda tega metuljčka in zajčka, ker je tako ukomponiran v to slikanico, da teh 100 milijard celic zaustavi in otrok je sposoben 2, 3, 4 ure biti na miru in gledati te zajčke, te metuljčke. Zakaj? Zato, ker je nekdo najel skupino strokovnjakov, ki manipulira 100 milijard celicami in ti zajčki, ti metuljčki na umeten način otroka tako sprostijo, navdušijo, nagrajujejo, da je teh 100 milijard celic tako srečnih, da pozabijo na plazanje, na gibanje, na grizanje, na to, da bi otrok shodil. In otrok je lahko 3-4 ure prebit na tisti monitorček, ampak to se zdaj še nadaljuje. Ker če to traja pol leta, vsak dan,
da je otrok na 20-40 centimetrih nekega monitorčka, ker je srečen, zadovoljen, pomirjen, se možgani v pol leta naučijo, da je fokus in bistvo življenja na 20-30 centimetrih. In ko mi tega otroka pri 2, 3, 4 letih peljemo na igrišče, na travnik, v gost, ker so možgani navajeni, da je fokus življenja na 30-40 centimetrih, on na igrišču nič ne vidi, na travniku nič ne vidi, v gozdu nič ne vidi, postane nemiren, celo slabo se počuti na igrišču, na travniku in bo naredil sceno, da gre čim prej domov in ko pride domov, vključi monitorček in se v hipu pomiri. Nedolgo nazaj sem imel v Avstriji za vzgojitelje eno predavanje in pride eden vzgojitelj in pravi: Kramli, poslušaj, v vrtec prihaja infant kot dinozavrček. Igra se kot dinozavrček, počivati gre kot dinozavrček, ko od njega nekaj zahtevajo, odgovori kot dinozavrček. In ko je on govoril, starši so rekli: starši, ma ne se sekirati, on cele dneve igra igrice na temo dinozavrčka in gleda tudi risanke na temo dinozavrčka. Dragi starši, vsi, ki to gledate, to je tako pomembno. Ta dinozavrček je simpatičen, ampak ta dinozavrček je vkomponiran v to igrico na način, da bojo ti otroški možgani postali obsedeni, bodo dejansko z vso strastjo in z vso silovitostjo dojemali tega dinozavrčka kot del sebe. In potem bo ta otrok v vrtec prihajal kot dinozavrček, ne kot Luka. In ko se on igra, se igra kot dinozavrček. In na Evropskem srečanju nevrologov je bilo povedano, da imamo prvič v zgodovini, da se lahko razvoj osebnostne strukture zaustavi zaradi tega, ker otrok igra vlogo, pozabi pa razvijati, ne razvija pa svoje lastne osebnostne strukture. In zdaj imamo vedno več otrok, ki igrajo vloge, mi jih imamo v obravnavi v našem centru, osnovnošolce, srednje šolce, ki ne živijo svojega življenja, živijo vloge. In to so ljudje, ki so izredno dojemljivi za umetno ustvarjene potrebe, to so nekritični potrošniki, to so tako vodljivi ljudje, da je neverjetno. In potem pridejo starši enoletno starega otroka, 2-letnega, 3-letnega otroka in rečejo: nič ne more jesti, ne odpre ust, če nima odprtega monitorčka. To pomeni, da dejansko smo prišli v eno obdobje, da so zunanji državljani lahko pomembnejši od osnovnih potreb. Če se imamo vseeno za starša, ki je ozaveščen o tej temi, bi pol celo interpretiral to lahko kot, torej, ko imam recimo 1-2 leta starega otroka v gospodinjstvu, sploh ne bom odpiral, gledal zaslonov, telefona, televizije. A je to torej smiselno vedenje? Ali gre za bolj, naprimer, omejitev prostora, časa, pa bo v mojem gospodinjstvu pač tudi tehnologija, ker živim z njo? Ali je smiselno, da pa jo čist umaknem v tem času? Glejte, ja, zdaj čisto nič ni narobe in otrok ne bo prizadet in oškodovan, če do 12. leta sploh nima stika z novo tehnologijo. Zdaj pa mi vemo, da severne države iz lastne prakse in izkušnje so se nekaj naučili, digitalizacijo na novo opredeljujejo. Kaj sploh je digitalizacija? V slovenskem prostoru sploh moramo to doreči, kaj je digitalizacija. Organizirana digitalizacija bo pa res naše otroke in mladostnike pripravila, da bojo res konkurenčni v svetu. To je treba vedeti. Oziroma tudi razvoj, naprimer, računalniškega mišljenja, algoritmičnega mišljenja, ki pa sploh ni nujno povezan, sploh v zgodnjih fazah, s stikom zaslonja, ne? Ampak je razvoj, tako kot sem rekel, osnov razumevanja, naprimer, sploh računalniškega mišljenja, kar pa sem prepričan, da je koristno in pomembno, ne? Poglejte, otrok, rečemo do 12. leta, da ni v stiku z novo tehnologijo, poglejte, rečemo, da ni, je sposoben v 7 dneh nadoknaditi in pridobiti vse sposobnosti, da bo
sposoben na računalniku, telefončku se učiti programe in jih bo enakovredno z otroci, ki so pa imeli neomejen dostop do 12. leta, suvereno potem tudi znal upravljati. S tem, da bodo tisti, ki so imeli do 12. leta neomejen dostop do nove tehnologije, znatno bolj oškodovani zaradi tega, ker do 12. leta njihov možganski sistem ni pridobil tistih lastnosti, sposobnosti, zato ker so lahko padli v igranje nekih vlog, da ne govorim še o drugih stvareh. Zato je, če je omejitev do 12. leta nič, veliko bolj smiselno to in zdravo kot neomejen dostop do 12. leta. Ne? Tako da to se mi zdi prav, ker starši se bojijo, joj, kaj pa bo, vsi imajo, moj pa ne bo imel. Ne? In tudi ta, vsi imajo, moj nima, jaz sem doma rešil, tako sem rekel, poslušajte mojim otrokom. Veste, sosed ima Volvota, ki ga jaz nikoli ne bom imel. Ne? V življenju so stvari, ki jih nekateri prej imajo, ki jih drugi nimajo. Ne? Tako da, Super, to je zelo dobro vodilo, pa tudi opolnomočenje, ravno tako, kot ste rekli, staršem, ki se pa lahko velikokrat soočajo s pritiski ali okolice ali otroka, ne? Konkretno glede uvedbe mobilnika, naprimer, ki je zelo aktualna tema, pa tudi v osnovnih šolah. Zelo bi rad nadaljeval v tej smeri, sam se mi zdi, da so en novinek izpustila, ki bi ga rad vseeno vključil nazaj. Začela sva govoriti tako nekako o preventivnih vedenjih in vi ste zaenkrat pojasnili omejitev časa, prostora, uporabe tehnologije. A bi lahko naštela še kakšna? Glejte, jaz bom zdaj tako rekel, da va bolj poglobila. Mi imamo 10 prstov na rokah in nogah. Vsak prst ima blazinico in vsaka blazinica ima nekaj tisoč senzorjev. In prsti na rokah in nogah, otrok, ki je rečva zelo aktiven, meče žogo na koš, teče, zlaga drva, grabi na vrtu, pleza, kolesari, on, če je 3-4 ure, 5 ur na dan fizično aktiven, 5 ur nahrani vsak dan možgane z realnim življenjem. Otrok, ki je fizično aktiven, možgane nahrani z realnim življenjem. Tak otrok, tudi če je 1-2 na igrcah socialnih omrežjih, ga virtualno ne bo uničilo. Zakaj? Zaradi tega, ker je možgane nahranil z realnim življenjem. Zdaj se vračam pa na vaše vprašanje. To se pravi, fokus ni v tem, koliko časa bo moj otrok na telefonu. Fokus ni v telefonu, tablici, PlayStationu. Pustimo to. Fokus je, koliko časa moj otrok uporablja prste na rokah in nogah. Če je moj otrok fizično aktiven, če moj otrok dela s prsti, potem mu jaz ne bom kompliciral 1-2, ko je on na monitorčku in ekrančku. Če je pa moj otrok pasiven in ga čist nič ne zanima in njegovi prsti drsajo samo po gladki ploščici, mu pa niti pol ure na dan ne morem dovoliti telefončka, tablice, PlayStationa. Zakaj? Zaradi tega, ker se zna zgoditi, da bo on tako padel v virtualno, realnega pa ne bo doživljal, da bo tako padel v virtualno, da bo počasi realno postajalo prenaporno. In ti otroci, ki jih je veliko, in tudi mladostnikov in študentov, ki jih je že veliko, ki jim je virtualno bolj realno kot realno, oni so tako v virtualnem, veste, da počasi upuščajo treninge, to, kar jih je prej veselilo, druženje s prijatelji, da ne govorim, da ne hodijo več na faks, v srednjo šolo ali pa v osnovno šolo, ker jim je realno prezahtevno. Zato, dragi starši, fokus je v fizični aktivnosti, tako kot je za hišo lokacija, je za mladega človeka aktivnost. In aktivnost je merilo, koliko se uporablja novo tehnologijo. Ja, zdaj si predstavljam sebe čez, ne vem, 10-15 let, ko svojemu otroku, ko pride domov, rečem, si uporabljal prste na rokah in na nogah? Koliko? V redu. Ampak jaz računam da v tevi z njim. To je super. Veste, ker zdaj moramo povedati še eno zakonitost. Veste,
Nemška raziskava je pokazala, da v nemških družinah ni več na prvem mestu človek, ampak monitorček. Raziskava je namreč pokazala, pa to ne velja samo za Nemce, to velja po celem svetu. Raziskava je pokazala, da če se pokvari, ne vem, računalnik, izgubi telefonček, PlayStation, je veliko bolj buren čustveni odziv, kot pa če eden od družinskih članov zboli ali pa za dalj časa odpotuje. Namreč zdaj, če bi jaz šel na parkirišče in mi telefon pade iz žepa in ga z avtom povozim, moja žena je pa istočasno na rizični operaciji in ko jaz telefon povozim, je danes ogromno moških, ne samo moških, tudi žensk, če bi bili v moji koži, ko povozim telefon, da meni veliko bolj vznemiri to, da sem povozil telefon, kot pa kaj se dogaja z mojo ženo na rizični operaciji. Vse raziskave na svetu kažejo, da nepravilen odnos do nove tehnologije lahko naredi zid med menoj in ženo. Lahko naredi zid med menoj in mojimi otroci. Lahko naredi eno veliko štalo v družinski dinamiki. Ogromno čustvenih poškodb in ohladitev je zaradi nepravilne uporabe. To se pravi, vse raziskave kažejo, da lahko v družini naredi nova tehnologija ogromno škode. Druga raziskava pa pokaže, to, kar ste vi zelo dobro osvetlili, tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana, možgani proizvedijo dovolj potrditvenih občutkov. To se pravi, še enkrat to poudarjam. Dragi starši, probajte to slišati, kar bom zdaj še enkrat ponovil. Tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana, možgani lahko proizvedijo dovolj potrditvenih občutkov. Rekel sem, poudarek je na povezana. Ne tam, kjer je družina fanatična do otroka. Ne tam, kjer je otrok alfa in omega. Ne tam, kjer je otrok center in središče vsega dogajanja. Tam možgani proizvedijo odklone. Ne potrditvene občutke, zato sem poudaril, tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana. To pomeni, da vsi vemo, vsaj približno, kaj kdo dela, kje je kdo, kaj naredimo skupaj na vrtu, mogoče si ogledamo skupaj en film. To se pravi, povezanost je osnova, da možgani proizvedejo dovolj potrditvenih občutkov. Ja. Tega je pa zdaj nik vedno manj, zato ker je vsak zatripan cel večer, cele dneve in ni povezanosti in ne morejo možgani proizvajati dovolj potrditvenih občutkov. In če naprimer opazim v svoji družini ali pa pri sebi v odnosu v gospodinjstvu, mislim, da smo malo oddaljeni drug od drugega, naprimer, da se zatekamo v virtualne svetove drug stran, kaj lahko naredim? Glejte, zdaj bom tako rekel. Prenova partnerskega odnosa ali pa mi imamo ogromno skupin, ravno včeraj zvečer sem imel skupino. Skupine so čudovita, ko bi rekel, terapevtska pomoč za vse, ki bi za eno stopnjo poglobili, naj si bo osebno ali pa tudi partnersko življenje. Slovenci imamo zelo čudovito besedo za srečo. Sreča je srečanje. Jaz ne bom nikoli pozabil mojega prvega stika, to je bil moj prvi pacient, ko sem pri 30 leti začel delati z zasvojenostjo, sem imel primer družine, skupaj so jedli. Veliko so bili tudi skupaj, ampak niso opazili, da ima njihov sin tudi poleti dolge rokave. Imel je pa dolge rokave, da je skril obode. Pa je imel povoje. Tega niso videli. Oni so bili skupaj, niso se pa srečali. Samo to, da živimo pod isto streho, ni garant zagotovilo, da smo mi funkcionalna družina. Mi se moramo srečati, se moramo videti, zaznavati se moramo. In seveda, če se mi srečujemo, zaznavamo, da drugega vidimo, potem smo tako globoko v tem doživljanju in videnju, da nam nova tehnologija ovire ne bo predstavljala, ker mi je drugi, ker se hočem z njim srečati, tako pomemben,
da mi moj telefonček, moja tablica ne pomeni več kot srečanje. Zapravi, jaz tudi v partnerstvu, jaz sem zelo zadovoljen, ko vedno več mladih pride in reče, sva prišla zato, da bi se pametno ločila. Namreč jaz sicer vse naredim, da do ločitve ne pride, ampak pridejo pa situacije, kjer je boljše se ločiti, kot vztrajati skupaj. Zakaj vam zdaj to govorim? Ker opažam, če imam jaz neke težave pa probleme, pa grem k sosedu, pa mu rečem, veš, dragi moj sosed, moja žena in zmaj, in on bo rekel, sva že dva. In večkrat, ko grem jaz sosedu in tožim, bolj je doma narobe. Namreč jaz grem lahko sosedu in mu povem, da imam težave. Jaz bom domov prišel miren, ne pa pomirjen. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora ženo priti doma do čustvene pomiritve. Zdaj pa odzemiva tega soseda proč in rečva, ženo se skregava, pa večkrat, ko se skregava, dalj časem sem na telefonu in se tam mirim, nisem pa pomirjen. In večkrat, ko to naredim, bolj je narobe. To se pravi, ta živ partnerski odnos, za katerega nas nihče ni usposobil in nihče nas ni naučil, kako konflikte rešiti, ko sva midva jezna drug na drugega. Noben mi ni povedal, kako naj prideva midva do čustvene pomiritve na 4 oči, ne s telefončkom, ne s sosedom. Zato jaz vedno znova opozarjam, 30 let pa sem na ministrstvih, tudi že 2-krat sem pri različnih vladah imel za ministre predavanja, pa nikoli ni bilo nobenega premika. Namreč v pripravi na rojstvo otroka, tam je 90% staršev objamemo. Še preden otrok pride, da sliši o te vsebine, o katerih midva danes samo bežno govoriva, midva bi mogla imeti 3-4 ure neke oddaje, da bi lahko vse povedala. Torej, ti starši, ki čakajo na otroka, bi morali to slišati, da so pripravljeni, da so usposobljeni razreševati konflikte v medsebojnih odnosih, da ne bo telefonček pripomoček in sosed. Da pride med njima do čustvene pomiritve. Potem, kako pride do miselne enotnosti med menoj in ženo. Jaz se ženo ne moram v vseh stvarih strinjati, ampak o bistvenih stvarih pa mora biti miselno enotna in naravnana. Tudi o uporabi telefončkov, tablic, računalnik mora biti miselno enotna. O bistvenih stvarih moramo biti miselno enotni. Nihče nas tega ne nauči, o tem noben ne govori. Zdaj, če bi vas vprašal, ste mi zaupal, da še niste starš, ampak vas zdaj vprašam, kaj mislite, katera je temeljna pravica, ki jo naprimer starši imamo? Pustimo pravice otrok. Kaj bi rekel? Katere pravice imamo? O starši, ja. Jaz bi rekel, da imamo pravico do varnega okolja, to je težko vprašanje, pravico do mogoče skrbi zase, pravico do tega, da ne vem, kaj bi vam še rekel. Zelo dobro odgovarjate, ampak temeljna in prva pravica, ki jo starši imamo, je pravica do miru. In veste, otrok že pred 2 letih to pravico razume. Starši jo pa ne razumejo in niti ne vejo za to pravico. In ker ne ozavestimo svojih pravic, imamo vedno več staršev, ki se svojih otrok boji, njihovih čustev se boji. Veste, naprimer, žalost. Žalost je pozitivno čustvo, žalost je nevarna samo takrat, če se dolgo časa ne prekine. Drugače je otrokova žalost nujna in jo mora doživljati. No, poglejte, zdaj, če se mi pravica do miru, pravica do obnove partnerskega odnosa, pravica, da smo postreženi in še bi lahko tu naštevala. Seveda, če se starši zavedamo svojih pravic, bomo znali tudi novo tehnologijo pravilno umestiti v otrokovo življenje. Če pa se ne zavedamo svojih pravic, smo pa zmrznili. Ja, pa mislim, da ste zelo dobro osvetlili tudi to, kakor zdaj dojemam
eno bistvenih težav, ko gre za, rečemo, zlorabo uporabe tehnologije. Če se jaz ne zavedam sebe, pa ne znam delati s sabo, bom potem odtekal marsikam drugama. Ne? In celo jaz bi upal trditi, vi ste rekli, da bi to morali naučiti vse starše. Jaz mislim, da je to nekaj, kar potrebuje človek, tudi sicer, tudi če ni starš, v kakršnem koli odnosu s sabo in z drugimi. In da lahko, ko opazimo, naprimer, nekaj, kar je zaskrbljujoče, ali pa se nam zdi, to ni več v skladu z nečim, kar jaz dojemam kot pametna uporaba, da namesto tega, da samo naslavljamo naprimer konkretno stvar, naprimer tablico, telefon, v bistvu pogledamo v ogledalo namesto drugama. Ne? Ja, poglejte, super ste to nikoli rekel, ampak da zdaj eno stvar pa morava tu povedati, nekaj pa bistvenega. Pretirana izpostavljenost otrok samo svetlobi telefona, tablice, računalnika lahko privede do stalnega občutka energetske krize. Pa sploh zdaj ne govorimo o vsebini, pa o programih, ampak do 12. leta otroški možgani čisto drugače sprocesirajo to svetlobo kot po 12. letu. In samo ta svetloba telefončkov, PlayStationov, tablic lahko pripelje do stalnega občutka energetske krize, stalnega občutka utrujenosti, naveličenosti. Nevrologi so jasno povedali, za božjo voljo, 100 milijard celic kipi od tega, da napiše novo življenjsko zgodbo, mi pa v otroško zibelko damo to svetlobo, ki to ubija. In zato starši to morajo vedeti, da samo stik s to svetlobo lahko povzroči zelo dolgoročne posledice pri energetski opremljenosti otroka. To je ena zadeva. Druga zadeva, na katero moramo opozoriti, je pa nepravilna uporaba nove tehnologije lahko pripelje do tega, da otrok, mladostnik, študent izgubi strast, da bi sebi nekaj naredil. In moj prijatelj je v Los Angelesu naredil eno zelo močno raziskavo s 1000 študenti, ki so se odločili, da študirajo. No, in teh 1000 študentov je moglo izpolniti anketo pred raziskavo in po enoletni raziskavi tudi. Oni so bili razdeljeni v dve skupini. 500 jih je bilo iz skupine, ki je imela kulturo uporabe nove tehnologije, 500 študentov pa je bilo, ker je bil neomejen dostop do nove tehnologije. Odgovori v tej anketi so bili zelo podobni A in B skupine. Bila je pa ena razlika. Ta razlika je pa bila, da je študent, kjer izhaja iz skupine, ker je kultura uporabe nove tehnologije, pred in po enem letu napisal, da želi biti veterinar. Meritve so pokazale, da je on v povprečju 2, 3, 4 ure na dan na YouTubeu, socialnih omrežjih in tako dalje. Fizična kondicija se mu je okrepila, sposobnost spominjanja in koncentracije se je okrepila, cilj je dosegljiv. Njegov kolega, ki je pa iz skupine, kjer je neomejen dostop do nove tehnologije, je tudi pred enim letom napisal, da želi biti veterinar in tudi po enem letu tako napiše. Meritve so pokazale, da je on v povprečju od 8 do 12 ur na igricah, socialnih omrežjih. Sposobnost spomnjenja, koncentracije se je znižala, fizična kondicija tudi, in meritve so pokazale, da je cilj težko dosegljiv, če ne bo močno spremenil vedenja. Vse raziskave, ne le ta, kažejo, da nepravilna uporaba nove tehnologije zabije, zbriše to strast, da bi sebe nekaj naredil. In to se mi zdi izredno pomembno, ker je potrebno pravilno uporabljati novo tehnologijo in na začetku smo povedali, za delo to ne zasvoji. In če jaz delam s pomočjo nove tehnologije, moja ambicioznost, slabo raziskovanju raste. Ja. Če pa jaz sem zgolj na igricah, socialnih omrežjih, kot ta študent 8 do 12 ur, je to tako prevladujoče,
da mojo slo potem, da bi iz sebe nekaj naredil, zatolče, to izveni. No, naslednji podatek, ki bi ga tudi rad danes tu izpostavil, pa je, da mi že v 3. razredu osnovne šole beležimo, ne le pri nas, ampak po celem svetu, beležimo, da so učenci iz 3. razreda že tako aktivni na svetovnem spletu, da v enem dnevu tako obremenijo možgane, kot so jih njihovi vrstniki pred leti v 2 letih. Dragi poslušalci, upam, da ste to slišali. Danes v 3. razredu osnovne šole že obremenijo na svetovnem spletu, če imajo neomejen dostop do svetovnega spleta, v enem dnevu možgane toliko, kot so jih prej vrstniki v 2 letih. To pomeni, da možgani morajo poiskati zaščito. Ta zaščita pa je, da se možgani naučijo sprocesirati samo lahke podatke, nezahtevne podatke, zato da možgani preživijo. In če od 3. razreda osnovne šole do 9. razreda vsak dan to, možgani usvojijo vzorec, da zmorejo sprocesirati samo lahke podatke. In zdaj, če ima ta otrok ambiciozne starše, ga vpišejo na gimnazijo, tam so pa zahtevni podatki. Prvi letnik rukne in so starši zaprepadeni, pridejo k nam in rečejo, mi tega ne moremo razumeti. On je nadpovprečno inteligenten, on je neverjeten, on je tako sposoben in jim verjamem. Ampak to nič ne pomaga, če so njegovi možgani kljub temu, da je nadpovprečno inteligenten, usvojili vzorec, da so sposobni sprocesirati samo lahke podatke. In zdaj imamo vedno več učencev, srednješolcev, ki njihovi možgani niso sposobni zaradi nepravilne uporabe nove tehnologije sprocesirati zahtevne podatke. In opuščajo pouk, študij, ker se ne zmorejo soočati z zahtevnimi podatki. Ves čas se mi zdaj tu postavlja vprašanje, kaj pa bi bil potem tak prototip pravilne uporabe? Recimo primer, naprimer, enega dneva ali pa rečemo enega popoldneva zgledne uporabe, nekaj proti čemur bi želeli stremeti. Ja, zdaj prvo, kar je, jaz danes tu nisem prišel za to z namenom, ker mi je Petra prijazno povabila, jaz tu nisem prišel za to, da plujem po novi tehnologiji, da strašim, da omejujem, da ne vem, jo predstavim kot nekaj groznega, ker to ni. Nova tehnologija je nekaj čudovitega. Prišel sem pa zato in tudi nisem prišel zato, da bom rekel, da vaši otroci ne smejo igrati nobene igrice, da ne smejo biti na socialnih omrežjih. Nisem zaradi tega prišel. Prišel pa sem zato, kar ste zdaj vprašal, da povem, moramo imeti kulturo, strukturo uporabe nove tehnologije. Kaj to pomeni? To pomeni, da je en dan praktično zgleda tako, da če moj otrok, ne vem, bil na treningu košarke, hokeja, ne vem kaj, ali pa zlagal drva, ali pa je bil danes, ne vem, na Šmarni gori, midva se lahko zmeniva, da je 1 uro, 1,5 ure, zdaj glede na starost, pa tudi na ambicioznost otroka, ker to je zanimivo, me spomnite, da nam pa je nekaj povedal, ker nismo vsi enaki. Veste, tudi če smo iz iste družine, 2 otroka sta popolnoma različna, nista enako dojemljiva za zasvojenost. To pomeni zdaj, da če naš otrok je fizično aktiven, mu glede na tisti dan, ki ga je preživel, mirno lahko rečem, poslušaj 1,5 ure do 2 urci, si ti lahko na socialnem omrežju, si na igrici in mu strukturo postavimo. In ko to izvenimo, ta 1, 2 preteče, pridemo tja in rečemo, tako sva bila dogovorjena, jaz za tem stojim, on, če bom moledoval, pa želel, glej, jaz se te ne bojim. Jaz sem tako odločil, glede na to, da so tvoji prsti delali, sva postavila tako strukturo. Jaz sem starš, ki sem sposoben tvoje kričanje, tvojo manipulacijo prenesti, si jo ne bojim in vztrajam, jaz te obvladam, se ne bom bal. A veste, pogosto krat starši vprašajo, a jaz 15, 16, 18, 19 letnikov lahko še postavljam meje? A mu lahko še smem kaj reči? Seveda lahko. Veste, ker v čem je zdaj težava? Težava je zdaj v tem, mi vemo, da 18, 19, 20 letnik še vedno potrebuje usmeritve.
Težava ni v tem, ali on to potrebuje. Potrebuje. Težava je v starših. Namreč, če jaz vem, da sem sposoben sprejeti njegov odziv, ko ga usmerjam, in ob tem ostati stabilen in cel, potem se jaz svojega 19-21-letnika ne bom bal in ne bom se bal bolečin, pretresal. Zato bom jaz sovereno svojega 18, 15, 19-letnika usmerjal, ker še vedno to potrebuje. To so ljudje, ki potrebujejo nasvete, usmeritve, ampak zdaj imamo vedno več staršev, ki se odlepijo tega, ker so v sebi šibki in ne zmorejo svojih mladostnikov, mladih otrok usmerjati, ker ne zmorejo te stabilnosti v sebi. In zdaj oni to potrebujejo. In tako naš 15-letnik potrebuje to strukturo. In jaz kot starš moram sovereno zagovarjati, ne glede na to, kako bo on odreagiral. In dan mora potekati tako. Če pa ni bil nič aktiven, danes tega ni. Cvili nori, ja, sem tle ob tebi. Se ne bojim tega, da mi ti tle groziš. Ne boš dobil tega. In v tem dnevu tega ni. Veste, glede na dan, kako ga živi moj otrok, mladostnik, jaz oblikujem strukturo. Tako kot je žepnino. Zdaj, ogromno staršev smo si dogovorili za žepnino in na koncu jo otrok, najstnik zahteva. Ampak, če sem jaz kot oče, poglej, ta mesec smo se zaradi tebe prepirali. Nisi naredil obveznosti za šolo, nisi dejansko sodeloval v pogovorih in ker smo se slabo počutili, žepnine ni. Žepnina ne more biti odraz dogovora, ampak realnega vedenja mojega otroka in mladostnika. In tako je tudi z uporabo nove tehnologije. Odraz njegovega realnega vedenja je, koliko bo on v dnevu, v tednu imel dostop do nove tehnologije. Torej, skrb za strukturo, naš notranji mir, pa za srečanja. To se mi zdi, da ste zelo lepo oblikovali. Ne? Tako. Eno stvar ste še rekli, da vas moramo pomniti, en mali ovinek ste naredili, potem pa moramo zaključiti, ker so zdaj že prekoračili. Pa sej, debata je dobra, tako da je to vedno v veselje. Rekli ste, da smo različni ljudje, različno ambiciozni oziroma dojemljivi. Ja. Jaz sem imel 2 dvojčka v obravnavi. Starši so se pač odločili, da je problem uporabe nove tehnologije. To sta bila osnovnošolca. Eden je bil izredno aktiven, živ, v špiču je, njegovi prsti so delali. Ta drugi je bil pa pasiven. Seveda ta, ki je v špiču, ki je bil radoveden, on tudi, če bi bil 2-3 ure na dan na igricah socialnih omrežij, zanj to ne bi predstavljalo nobene nevarnosti. Za njegovega brata, dvojčka, bi pa ista odmera ga uničila. Pa sta iz iste družine. To se pravi, ist pristop, starša sta do obeh enako pristopala. Ne? Kaj nam, starše sem tu moral upozoriti na to, da pa je razlika med njima. Da v pristopu odmere nove tehnologije pa mora biti razlika. Pri temu, ki je pasiven, pol ure na dan ne. Pri temu, ki je aktiven, jaz ne vidim nobene ovire za eno pametno strukturo dostopa do nove tehnologije. Pri njemu je pa potrebno aktivirati strast in slo, da bo švical, da bo drva zlagal, da bo šel v hribe, da bo njegovo telo začelo delati. Tu je zdaj naloga, v katero se moramo usmeriti. Potem šele bomo lahko govorili o dostopu do nove tehnologije. Veste, če telo spi, možgani niso nahranjeni z realnim življenjem, ker ne dobijo držljajev in njega bo virtualno uničilo in bo postal nefunkcionalen.
Nisva pa nič govorila o e-športu. O ne. Ja, Ker imamo ogromno osnovnošolcev in srednješolcev, ki rečejo, jaz ne bom naredil srednje šole, ne bom študiral, ker bom e-športnik. Ampak mislim, da smo to na zanimiv način tudi pokrili v eni prejšnji epizodi. V bistvu izkazalo se je, da tudi če ti želiš biti izjemno dober e-športnik, v resnici potrebuješ enako telesni trening, miselni trening. Torej, ni ideal e-športnika nekdo, ki je 20 ur na dan za računalnikom. Pravi e-športniki, recimo, vsaj po mojih izkušnjah, tudi skrbijo zase. Se pravi, ravno to, kar ste rekli, za lastno aktivacijo prej, potem pa tudi igrajo, ne pa samo igrajo. Tako do takega zaključka smo prišli takrat. Odlično, super. Najlepša hvala za to zelo zanimivo debato. Za konec bi vas, tako kot je pri nas v običaju, prosil še za eno zaključno misel. Čeprav sva jih že nekaj ponudila, kaj se vam zdi najbolj bistveno, nekaj, kar bi radi predali našim poslušalcem, poslušalkam, gledalcem, gledalkam v povezavi z zasvojenostjo oziroma s pametno rabo tehnologije? Jaz bom tako rekel, ne. Slovenci imamo veliko pametnih besed in močnih in tudi ena od zelo pametnih besed je praznovanje. Praznovanje. Veliko je treba praznovati, ampak pametno praznovati. Kaj je zdaj praznovanje? In dragi starši, dragi moji prijatelji, gledajte, pravo praznovanje postavlja človeka na noge. To pomeni praznovanje, da človek mora nekajkrat letno ob nekih prelomnih dogodkih, rojstnih dnevih, obletnicah, takih in drugačnih praznikih, da se izpraznimo, pomeni svoje bolečine, notranje vozle, stiske vreči iz sebe ven, da se postavimo na noge. Praznovanje torej pomeni, da skupaj sedemo, se spominjamo, plunemo iz sebe ven tisto, kar nas je bolelo, postavljamo nove temelje za to, da bomo do naslednjega praznika na nogah. Danes pa praznovanje razumemo, bolj ko si ga nalijem, bolj ko si ga zatripam na pornografiji, na igrcah, na socialnih omrežjih, večji frajer sem. Bolj ko ne vem, kako pridem domov, da se niti ne zavedam, večji jack je. To ni praznovanje. To ni postavljanje človeka na noge, ampak uničevanje. Naučimo se praznovati in veliko praznujmo. Praznujmo in uživajmo pametno, bi lahko zaključili. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to debato. Hvala vam, da ste bili z nami. Se vidimo in slišimo v naslednji.